Živijo, tukaj Valentin. Predvčerajšnjem je svet preplavila novica, da je princ William, angleški princ, dobil novo hčerko, drugega otroka. In to je zdaj velika medijska atrakcija, češ on je princ in princi so nekaj posebnega, so nekaj nadveč, so neka nadrasa in jih moramo občudovati in se jim čuditi. No, če pogledamo te kralje, kraljice in prince, zgodovino nastanka plemiškega rodu, ste se mogoče kdaj vprašali, zakaj obstajajo kralji, kako so postali? Pač ve se, da rodbine prehajajo po določenem krvnem nasledstvu, da se razvijajo in da pravijo, da so to ljudje modre krvi, da imajo določene značilnosti, da jih je Bog postavil na to mesto, da imajo božansko podporo in tudi cerkev podpira te veljake pri njihovi funkciji. Ampak kako to, da ljudje imamo to hierarhijo? Nekatere ljudi, ki naj bi imeli od Boga dano poslanstvo, da vodijo ta svet, da imajo posebno znanje in sposobnosti za vodenje, in ostali ljudje pa, da smo njihovi služabniki, da jih moramo ubogati, ker je tudi tako naše Božje poslanstvo. Gre se torej za neke vrste kastni sistem, za karmo, ki naj bi bila dodeljena vsakemu od nas, ko se rodimo. Ampak zakaj ljudje ne moremo funkcionirati na ta način, da smo enakopravni in enakovredni? Če pogledamo zopet živali, lahko vidimo, da živali so med seboj enakovredne. V eni rasi živali ni nobenih kraljev in kraljic. Se pa združujejo v trope, v skupine, ampak med sabo se spoštujejo. Ni nekega izkoriščanja. Gre predvsem za neko organizacijo, da se ve, kdo je vodja tropa, da se ve, čigava samica pripada kateremu samcu. Ampak ljudje smo to prinesli na povsem drugačno raven. Gre tukaj za izrazito suženjski in izkoriščevalski odnos, ko si kralji, kraljice, elita jemlje pravico, da imajo več stvari, kot jih potrebujejo, da je to njihov prestiž, medtem ko drugi ljudje na račun njihovega bogatenja trpijo pomanjkanje, lakote, da celo umirajo zaradi tega pomanjkanja. In to vsekakor ni neka organizacijska struktura, ki bi imela neko praktično funkcionalnost. Gre za nerazumen pohlep in zelo neenakovreden odnos, ki ima posledico trpljenje. V živalskem svetu pa tega ni.
so sicer določeni odnosi, ampak ni tega trpljenja, pomankanja, takega izkoriščanja, da bi na račun prestiža nekega vodje tropa druge živali trpele. No, ko sem jaz raziskoval zgodovino razmer na svetu, zakaj so odnosi taki, kot so, sem prišel do vira informacij, ki pojasnjuje, da razmere na Zemlji v človeštvu so praktično posledica določene hierarhije, ki je vladala že v duhovnem svetu. Da v tem svetu, kamor gremo po smrti fizičnega telesa, v tisti dimenziji obstoja, da so bivala bitja, ki se imajo za nekaj več, da so hotela igrati vlogo bogov. No, več glede tega si lahko pogledate v opisu tega videoposnetka in lahko boste začudeni, kaj vse boste lahko še odkrili. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.